Lepo pozdravljeni. Veseli smo, ko lahko poročamo o uspešnih podjetjih področja, kjer deluje tudi naša televizija. Eno takšnih podjetij je družba Akrapovič. Selitev proizvodne družbe Akrapovič iz Ivančne Gorice v Črnomelj, ki so jo začeli v drugi polovici julija, gre po načrtih. Družba je v Črnomlju že zgradila nov logistični center in se vanj vselila. Selitev bo stala približno 18 milijonov evrov. Predsednik upravnega odbora družbe Igor Akrapovič je povedal, da je družba sicer v prvih 9 mesecih prodala za približno 27% več kot v enakem obdobju lani. V Črnomelj postopoma selijo svoje zaposlene, v Ivančni Gorici pa skušajo hkrati čim manj okrniti sedanjo proizvodnjo. Družba ima zdaj približno 800 zaposlenih. V Ivančni Gorici bo ohranila vodstvo družbe, razvojni oddelek, livarno, orodjarno in oddelek predproizvodnje. V Ivančni Gorici naj bi ohranili predvidoma do 300 zaposlenih. Glavnina zaposlenih v Ivančni Gorici bo svojo zaposlitev obdržala, v Črnomelj pa se bodo vozili in nekateri tudi preselili. Žal moramo poročati tudi o dveh neuspešnih podjetjih. Najprej pokukajmo, kaj se dogaja z bivšimi delavci Zagorske Sveje. Dogajanje v Zagorski Sveji, ki je že od začetka letošnjega leta v stečaju, je še naprej na mrtvi točki. Spremljate posnetke z lanske stavke, ko je Sveja že drvela proti stečaju. Sredi decembra se bo iztekel že tretji rok za prodajo nekoč ponosne tovarne pohištva, resnih kupcev, ki bi bili zainteresirani za Svejin kompleks v Zagorju, pa ni na spregled. Položaj nekdanjih zaposlenih je zelo zahteven, večina še ni našla nove službe. Prav v teh dneh se številnim izteka tudi čas, ko so upravičeni do nadomestila strani Zavoda za zaposlovanje. Glavni sindikalist Sveje, Antonijo Boovski, nam je orisal težavno situacijo in obenem opozoril na neobstoječo komunikacijo med stečajnim upraviteljem, lokalnimi oblastmi in bivšimi zaposlenimi. Kakšne so vaše informacije o tem, kaj se dogaja s Svejo v stečaju? Praktično informacij ni nobenih, stečajni upravitelj pač ne obvešča delavcev. Tudi, bom rekel, tisti ljudje, ki so v firmi, še je praktično en zaposlen iz Sveje, drugače so stečajniki pa njegovi trije, pač ta ekipa, ki vodi stečajni postopek. Delavci se ne obveščajo, ker pač delavci so tudi na nek način, bom rekel, razdrobljeni, nimajo pravih informacij, tako da v bistvu skoraj da ne vemo nič, kaj se dogaja, razen kar se piše po medijih in pa če kdo jame tu in tam kakšno informacijo. Kaj se sploh dogaja z delavci? Imate kakšne informacije? Obstaja kakšen program, ki pomaga delavcem iskati novo zaposlitev? Ja, večina delavcev je še vedno doma. Nekaj se jih je zaposlilo, nekaj jih je našlo zaposlitev, ampak rekel, kaj sem, 80% delavcev je doma. Tudi rekel, to obdobje, ko so na zavodu, je skoraj da poteklo praktično že vsem. Prepuščeni so sami sebi, večina, ki ima kakršnokoli premoženje, se pravi, da ima nek grunt ali pa rekel, po jazbinškovem zakonu neko stanovanje, ne dobi nadomestila nobenega. Odvisni so pač od partnerjev, katerih imajo. Drugače pa delavci so doma, prepuščeni sami sebi in kakšni programi, da obstajajo, mislim, da ne obstajajo. Pač vsi so bili na zavodu, morajo ta določen seminar je skozi, pač glede, kako se pišejo prošnje in takšne, bom rekel, osnovne stvari, da si znajo iskati zaposlitev. Problem pa je v tem, da je populacija nad 45 let in ti ljudje bodo težko, bom rekel, bo povsem spremenili nek način življenja, način razmišljanja in si našli neko delo. Kako je s terjatvami delavcev do podjetja? Ja, kakor jaz vem, mislim, da ni bil noben poplačan. Zdaj, kako je s temi terjatvami, tu je, rekel, zakaj se skrbi tle? Tle se skrbi verjetno za večje upnike, ki so pa spet banke, ki so pa državne banke. Delavci, kakor jaz vem, se še vedno dolguje praktično vsakemu delavcu ves dolg. To je nekaj plač, odpravnine, prevozni stroški, pač kakor kdo ima, regresi in tako naprej. Delavci, tudi vprašanje, kaj bodo dobili, ker zakonodaja očitno dopušča možnost, rekel, nekemu stečajnemu upravitelju, ki je imenovan po nekem ključu. Se pravi, to je nek državni uradnik, dajo najem prostore, razprodaja premoženje, dobijo premoženje v roke, ki se je ustvarjalo skozi desetletja. On prosto razpolaga s tem, verjetno mu je pa prioriteta, pač da on poplačuje svoje delavce in pa tiste stroške, ki jih ima. Zdaj, koliko časa bo to vlekel, kdaj bo kdo iz tega dobil, rekel, tle imajo prednost banke, tako da je vprašanje, kako lahko ta država sploh dopušča, da ljudje, ki so ustvarili nekaj, izgubijo to premoženje in pristanejo na cesti.
Pa stečajni upravitelj kaj komunicira z vami? Ne, stečajni upravitelj ne komunicira z nikomer, on daje neke podatke tistim, ki jih mora dati, javlja na AJPES, kaj. Zdaj, kakšna komunikacija imam z lokalno politiko in tako naprej, županom, nimam pojma, ker me nihče ne obvešča, delavcev on ne obvešča, ker smo razdrobljeni. Očitno bo treba ustanoviti nek upniški odbor, ker mislim, da gre tle za veliko nezaupanje do dela stečajnega upravitelja, ker stvar traja predolgo, več kot skoraj 1 leto, nihče še nič poplačan, nič se ne dogaja in dejansko bo treba v tej smeri nekaj ukreniti. Usoda zaposlenih v trboveljski termoelektrarni še vedno ni znana. Zaradi burnih odzivov ob objavi likvidacije podjetja, ki se je začela v začetku prejšnjega tedna, bo premier Miro Cerar v prihodnjih dneh sklical sestanek vseh vpletenih, ker bodo poleg širših zasavskih problemov pretresli tudi položaj okrog 160 zaposlenih v elektrarni. Predsednik sindikata TET Aleš Žagar je v pogovoru za našo televizijo pojasnil, da delavci čakajo na likvidacijski načrt, ki bo znan sredi decembra in do takrat ne gre pričakovati novosti glede razreševanja položaja zaposlenih. Žagar je izpostavil posebne pravne okoliščine likvidacije, hkrati dejal, da so pripravljeni tudi na alternativne rešitve. Je že znanega karkoli konkretnega o položaju zaposlenih v termoelektrarni Trbovlje? Zaenkrat nobenih novic, da bi lahko povedal kaj novega. Zaposleni želimo ohraniti zaposlitve, se pravi, govorimo o 160 zaposlenih, zadaj so družine. V tem smislu bomo tudi vztrajali. Najbrž čakate na likvidacijski načrt, je pa tudi specifika pri termoelektrarni. Tako kot ste dejali, čakamo likvidacijski načrt, iz njega bo marsikaj razvidno. Moramo pa vedeti, da je to prvi energetski objekt v Sloveniji, ki se zapira brez zakona. Torej, vaše želje kot sindikalista normalno, da se čim več ljudi ohrani zaposlitve. Če gre TET v likvidacijo, kot kaže, da bo šla, kakšne so še opcije za zaposlene? Ja, trenutno poteka likvidacija TET-a, ampak to še ne pomeni, da TET ne bi mogla, na primer, obratovati. Naša želja je še vedno, da TET ostane v kondiciji, da obratuje in pa prezaposlitve. Mogoče te variante hladna rezerva, prezaposlitve pa najbrž v bližnje energetske objekte. Ja, hladna rezerva ali nekaj podobnega, prezaposlitve pa v energetiki. Vendar tu bo potrebno, da se država vključi. Prejšnji petek je v Kulturnem domu Mlinše potekala predstavitev DVD-ja Društva kmetic, žena in deklet na podeželju iz Lake Mlinše Kolovrat, ki so ga članice posnele ob 20-letnici društva in 10-letnici njihovega zbora Klasek. Ob tej priložnosti so se kmetice pomerile v peki šarkljev. Polni dvorani je predsednica društva Irena Ule predstavila pot in delovanje društva. Njeno pripovedovanje se je izmenjavalo s prepevanjem članic Klaska. Zbranim je spregovoril tudi zagorski župan Matjaž Švagan, ki je društvu obljubil podporo. Sledila je razglasitev priznanj za najboljše šarklje. Zlato priznanje so prejele Marta Grobljar, Dani Brinjevec in Andreja Župančič. Nato so društvo in njeno predsednico pozdravili predstavniki in predstavnice povabljenih društev. Sledil je ogled DVD-ja, po katerem se je Irena Ule s pozornim darilom zahvalila vsem prisotnim, ki so v teh letih podpirali društvo. Spomnila se je tudi na našo televizijo ETV. Po uradnem delu smo jo vprašali o tem, kako so prišle na idejo za snemanje DVD-ja. No ja, to smo že dolgo časa razmišljali, to je pač bila ena taka velika želja, ampak ker je to finančni zalogaj, smo morali nekoliko počakati, no letos smo pa pač našle ob 20-letnici prosile tudi za pomoč in nekateri so nam jo tudi namenili, tako da smo se potem odločile. To beseda da besedo, ideja je padla in nastal je tole. Kdo pa je sestavil scenarij oziroma kako ste prišli na idejo s posnetki okolice? Ja, želeli smo ne toliko predstaviti samo nas, ampak ob pesmi tudi naše kraje, ker se nam zdi, da je to takšen lep spomin tudi za naše članice in ja, ideja je bila naša, potem pa sem nemalna ekipa je pa tudi malo svojega dodala, kakšno idejo in nastalo je, mislim, da prijetno gledanje. In kako je potekalo snemanje tisti dan?
Pravzaprav smo snemali več dni, pevska skupina je snemala en dan, bilo je zelo naporno, ker tale naš tonski mojster je resnično vse slišal in smo morali tudi ponavljati, popravljati, ker mislim, da je tudi zvok lepo narejen in to je bil pač eno popoldne, ki smo se trudili v dvorani na Izlakah. Potem pa te detajle je pa bolj snemalna skupina posnela. Seveda smo ena naša članic malo vodila jih, pa malo smo prej razmišljali, kam bi, kje bi poglesnele, ker smo želeli resnično naše koščke, te lepe doline predstaviti na tem DVD-ju, ker si želimo, da bi to bilo eno tako sporočilo, naš spomin za nas in za tiste, kjer imamo rade. Boste morda še kdaj posneli kakšen DVD? Ja, bom rekla, da odvisno od tega, kako bomo lahko delovali, kako bomo močne finančno. Volje zaenkrat še imamo, ampak to je zajeten projekt in kar drugo leto to ne bomo počeli. Je bila pa pozitivna izkušnja? Ja, za marsikatero članico je bilo to prvič, da je bilo treba snemati, da je bilo treba res tiho biti, da je bilo res treba primer stati, ker se je vsaka malenkost slišala, ampak mi smo pripravljeni na izzive take in drugačne in se pač podamo na to, tudi na pot v neznano in potem pač uspe, če pa ne uspe, pa ponovimo. Rudarstvo ima v Zasavju dolgo in bogato tradicijo. Kljub naravno optimističnim napovedim glede prihodnosti dejavnosti pa njena dediščina živi naprej. Včeraj je v Delavskem domu Trbovlje ob 210. obletnici rudarjenja v Trbovljah potekal prav poseben dogodek z naslovom Četrti dritl, ki je med drugim postregel tudi z razkošno in avtentično razstavo o življenju rudarjev in predstavil njihov vsakdan. Na dogodku so zbrane pozdravili direktor Delavskega doma Trbovlje Zoran Poznič, direktor rudnika Trbovlje Hrastnik Bojan Jelen in županja občine Trbovlje Jasna Gabrič. Kaj so nekateri povedali o tem dogodku, bomo objavili v torkovi kulturni oddaji. Tokrat pa le še povabilo direktorja Delavskega doma Trbovlje Zorana Pozniča. Gospod direktor, mi dva snemalcem sva si ogledala te rove, improvizirane rove in moram reči, bil sem tudi v jami in dobro ste to uštimali po zasavsko. Upam, da ne bo to odprto samo en dan. Ne, daleč od tega. Hvala za čestitke. Vidite, da imamo tudi vsi v Delavskem domu gene povezane z rudarstvom v naših krajih, kot jih imamo vsi, ki smo zdaj tukaj. Razstava, ta pododarje, katakombe, rudnik, jama, kot mu pravimo, bo odprt kar nekje do konca januarja. Tako da pričakujemo tudi vse zasavske šole, ne samo zasavske, tudi iz Ljubljane in z drugih krajev v Sloveniji, da se to ogledajo z vodenim ogledom, kjer se bo razložila tudi zgodovina, ne samo rudarjenja kot takšnega, ampak kot verjetno vaši gledalci dobro vedo, je v bistvu rudarjenje označilo vse tri doline tudi na socialnem področju, na etičnem področju. In tu v središču Trbovlje res v resnici obstaja ena subkultura, ki se pa zdaj rapidno, zelo hitro z zaprtjem teh naših rudnikov izgublja. No in nekateri izmed nas smo se pač odločili, da to tako hitro, ves ta kompleks, ki nas nekako utemeljuje in veže na to zemljo, ne bomo prepustili pozabi, ampak se bomo trudili na en način tudi prek novega gospodarstva povezati te paradigme, ki so bile teh 210 let s tem, kar bo. In to je naš glavni namen in da se seznanimo mladino, če ne bojo čez 20 let generacije rasle z generacije, ki niti ne bojo vedeli, da so v naših krajih bili rudniki. Več pa kot rečeno v torkovi kulturni oddaji. Županja občine Trbovlje Jasna Gabrič se je odločila, da bo na mesto podžupana imenovala Tadeja Špitalerja iz stranke Mira Cerarja. Podžupan bo pomagal županji pri njenem delu ter opravljal posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katerega bo pooblastila. Zadolžen bo predvsem za področje gospodarstva, del družbenih dejavnosti in projekte, financirane iz drugih virov. Tadej Špitaler bo funkcijo podžupana opravljal profesionalno.
stalno. S 1. decembrom bo funkcijo vršilke dolžnosti direktorice občinske uprave prevzela Irena Kreča, sicer notranja revizorka občine. Dosedanja direktorica Monika Kališek bo začasno še opravljala delo v okviru občinske uprave občine Trbovlje. Sledijo kratki oglasi. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi vsako leto pripravi srečanje starostnikov s kulturnim programom. Srečanja so v vseh krajevnih skupnostih, največje pa je v stekleni dvorani kulturnega centra Delavski dom Zagorje, kjer se zberejo povabljenci iz 3 krajevnih skupnosti. Slednjega smo obiskali tudi mi. Kulturni program je bil tokrat precej pester. Začel se je z nastopom kvarteta Harmonik glasbene šole Zagorje. Starostnike povemo da so vsi šteli več kot 70 let, je na to nagovorila predsednica območnega združenja Rdečega križa Zagorje Metka Podpečan. Takole je strnila svoje misli. Srečanje starostnikov Rdeči križ Slovenije, območno združenje Zagorje ob Savi, organizira vsako leto, takole v jesenskem času. Običajno je 9 različnih srečanj po krajevnih skupnostih, takole na 2., 3. ali 4. soboto v mesecu novembru pa se v stekleni dvorani Delavskega doma srečajo starejši krajani nad 70 let krajevnih skupnosti Franc Farčnik, Jože Maran in Rudnik Toplice. To je tudi najobsežnejša prireditev v tem ciklusu, kjer je v bistvu poleg seveda pogostitve, kot je običajno tudi po ostalih srečanjih, tudi malo daljši kulturni program, seveda pa se srečanja udeleži med 200 in 250 krajanov. Tega smo zelo veseli, predvsem pa tudi dejstva, seveda, da nas na teh srečanjih redno, tako kot tudi danes obišče gospod župan, seveda nas vse skupaj prijazno nagovori in nam pred prazniki zaupa tudi kakšno dobro misel oziroma da napotek, da smo krajani in krajanke oziroma občani in občanke občine Zagorje ob Savi tudi lahko v naslednjem letu srečni, zadovoljni in seveda, da se znamo družiti. Sicer pa so ta srečanja starejših ena oblika druženja, ki jo kar že zelo veliko let organizira Rdeči križ, ne samo v Zagorju, torej tudi po ostalih krajih po Sloveniji in je na nek način neka zahvala našim starejšim, modrejšim, ki so nam dali to viro znanje, ki ga zdaj mi mlajši ali malo mlajši seveda gojimo in peljemo naprej. Zagotovo pa je tudi to neka oblika druženja, kajti marsikomu, marsikateremu od teh starostnikov je to morda edino druženje v letu. Zato ga nekateri zelo težko čakajo in se ga seveda zelo veselijo. Je pa dejstvo, da se vsako leto teh naših srečanj udeležuje več ljudi, kar kaže, da so zaželjeni, da se v naši družbi dobro počutijo in seveda, da tudi mi delamo in razmišljamo v pravo smer. Zato bi se na tem mestu zahvalila vsem, ki nam omogočajo, da lahko seveda organiziramo ta srečanja. Kot sem že prej omenila, seveda prvega na čelu gospoda župana in občino Zagorje ob Savi, potem tudi krajevne skupnosti, predsednice, predsednike krajevnih skupnosti, vse prostovoljce Rdečega križa Zagorje in vseh 12 krajevnih odborov, osnovnih šol, vrtcev, srednjih šol, skratka vseh, ki nastopajo, ki pomagajo, ki nam omogočajo, da lahko organiziramo ta srečanja, kajti mislim, da tako združeni, povezani v dobrem smo seveda vsi skupaj samo močnejši. In hvala tudi vam, torej televiziji ETV, ki tudi vsako leto budno spremlja naša srečanja, nas podpira in seveda delček našega utripa ponudi tudi vsem tistim gledalkam in gledalcem, ki ne morejo biti z nami. Hvala. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švaganj in v svojem nagovoru predstavil med drugim tudi prihajajoče dogodke in prenove Zagorja.
V programu pa so sledili še člani folklorne skupine Društva upokojencev iz Moravč, ki so dokazali, da starost ni pomembna za kulturno udejstvovanje. Sledile pa so jim recitacije osnovnošolk iz osnovne šole Ivana Skvarče ter recitatorke Vide Sladič. Program se je nadaljeval z nastopom komorne skupine Harmonik glasbene šole Zagorje, ki so zaigrali Avsenikovo na Golici, zaključil pa se je s skečem kulturnega društva Mlinše, v katerem sta imela glavno besedo Marija Ribič in Valentin Kralj. Po kulturnem programu je sledilo kosilo in pa zabava z ansamblom Okrogli muzikanti. Kako je prireditev videl Leopold Praunsajs, pa v zaključni izjavi. Ja, sigurno, da je zadovoljstvo priti na takšno srečanje, ne? Sploh, ko pomagam pri Rdečem križu. Ampak ni to samo zadovoljstvo mene, zadovoljstvo mi je bolj, ko vidim druge, ki prihajajo. In teh je, hvala Bogu, vsako leto več in prav luštno jih je pogledati, kako se lepo počutijo, ne? Da so veseli, zadovoljni. Vsaj enkrat bi rekel v letu, da je eno tako srečanje, ko se starejši počutimo majčkeno boljše. Vse drugače so pa tako vsak dan same skrbi, kako priti iz meseca v mesec skozi in tako naprej. In ravno to je prav lepo od Rdečega križa, da nekaj takega vsaj enkrat na let organizira, da zadovolji vsaj delno starejše in da vsaj enkrat pozabijo na tiste težke trenutke. Tudi letos poteka na področju celotne Slovenije akcija Anine zvezdice Podaj svojo dlan, v kateri zbirajo hrano z daljšim rokom za socialno šibkejše družine. Mi smo obiskali zbirno točko v Hrastniku, natančneje v tamkajšnjem mladinskem centru, kjer sta nam Diana Možina-Zupanc in Sabina Miklavčič povedali, kako in kdaj lahko občani prinesejo darove. Letos v Zasavju poteka že 4. božična akcija Anine zvezdice, zbiranja hrane z daljšim rokom uporabe. Zbira se v vseh 3 krajih, Hrastniku, Trbovljah in Zagorju, in sicer akcija poteka od 24. novembra do 24. decembra. V Hrastniku je glavno zbirno mesto v mladinskem centru Hrastnik ob četrtkih med 17. in 18. uro. V Zagorju imamo zbirno mesto v bivšem vrtcu Jurček ob petkih od 5:30 do 5:30 ure. Sicer pa lahko tudi prinesejo vadeči hrano na moje biasana vadbe, v času različnih vadb po Trbovljah ali pa v Zagorju, pa v Šparu, kadarkoli v Šparu, pa tudi v Trbovljah imamo lokacijo v Domu Svobode. Vsako sredo med 5. in 6. uro. Kdor še v teh terminih ali pa v trgovinah Špar ne bi uspel prinesti, smo še vedno dosegljivi na Facebook in zelo fleksibilni. O sodelovanju pri Anini zvezdici je za našo kamero spregovoril tudi direktor mladinskega centra Hrastnik Jani Medvešek. V Mladinskem centru Hrastnik smo bili veseli, da so se predstavniki Anine zvezdice obrnili na nas. Mi smo se z veseljem odzvali njihovemu povabilu, odstopili ta prostor, kjer se zbira ta hrana z daljšim rokom uporabe. Tako da pozivam vse, ki ne morejo ob četrtkih med 17 in 18 uro prinesti hrane, lahko storijo vsak delovnik od 9. do 20. ure zvečer, ko so tudi uradne ure Mladinskega centra. Pri akciji Anina zvezdica vedno sodelujejo s centri za socialno delo. Slednji prijave, ki se zbirajo prek elektronske pošte, preverijo, tako da gredo darovi v prave roke. Ob dnevu slovenske hrane so se prejšnji petek zvrstile male, vendar nadvse pomembne prireditve, ki so potekale v vrtcu Zagorje ter na vseh zagorskih osnovnih šolah, vključno šolo dr. Slavka Gruma. Mi smo bili s kamero na Zagorski tržnici, od koder tudi posnetki. V vseh šolah so bili prisotni predstavniki Čebelarskega društva Zagorje. Obiskom po šolah sta se poleg župana občine Zagorje Matjaža Švagana in predsednika Čebelarskega društva Zagorje Jožefa Smrkolja pridružila tudi predstavnika Republike Poljske, dr. Arkadijus Kaplinski in Piotr Krvčik. Projekt tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki se v Zagorju dogaja že tretjič, je namenjen osveščanju pomena lokalne oskrbe s hrano.
Tradicionalni slovenski zajtrk so stregli v vseh osnovnih šolah in vrtcu, predstavnice slednjega pa so pred Zagorsko tržnico na stojnicah delile mimoidočim domači kruh, namazan z domačim maslom in medom, kar je predstavljeno kot tradicionalni slovenski zajtrk. Delegacija z obema predstavnikoma Republike Poljske je obiskala tudi tržnico, kjer sta se srečala člani Čebelarskega društva Zagorje. Predsednik društva Jožef Smrkolj pa je izkoristil priložnost in se s posebnim priznanjem zahvalil vrtcu Zagorje za promocijo dogodka. Poglejmo, kako je bilo na podružnični šoli Mlinše, kjer je prejšnji petek ravno tako potekal tradicionalni slovenski zajtrk. V šoli so se odločili, da ga obarvajo mednarodno, zato so ob sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje medse povabili prostovoljko iz Španije. Povabili so tudi predstavnice Društva kmetic, žena in deklet na podeželju iz Lake Mlinše Kolovrat. Najprej so učenci španskimi in slovenskimi pesmicami zaželeli dobrodošlico. Sledil je zajtrk, kruh, maslo, med, jabolko in mleko. Gostja iz Španije nato vsem zbranim predstavila značilnosti njene dežele. Kot presenečenje je prinesla tudi sladko tradicionalno jed. Predstavnice našega društva kmetic pa so predstavile dve naši jedi ter jih skupaj z vsemi tudi izdelale. Medenjake ter metino potico. Gostja jih je naučila ljudski španski ples, otroci pa so z njo zaplesali lepo anko. Vsi so se ob vonju medenjakov in potice ter prijetnih vtisov razšli željo, da se ponovno srečajo. Občina Trbovlje obvešča, da bodo praznične lučke prižgali v četrtek 4. decembra ob vsakodnevnem prižigu javne razsvetljave. Sredstva za okrasitev 9000 evrov bodo namenili za popravilo obstoječih in nakup nekaj novih lučk. Za letošnjo novoletno okrasitev so se odločili, da bodo praznično okrasitev mesta združili še z dobrodelnostjo in skrbjo za okolje. Uporabili bodo smreke zasajene v lonce, ki bodo v prazničnih dneh krasile ulice, po končanem novoletnem vzdušju pa jih bodo lahko posamezniki ali podjetja s prostovoljnim prispevkom posvojili in jih zasadili v svojem okolju. Sredstva bodo šla v dobrodelne namene. Podrobnosti o novoletni dobrodelni akciji bodo še sledile. Že zdaj pa prosimo za interesirane posameznike in podjetja, da razmislijo o posvojitvi božičnega drevesa in s tem prispevajo k ohranjanju narave, s prispevki pa narišejo nasmeh na obraz tistim, ki potrebujejo pomoč. Na spletni strani javnega podjetja Komunala Zagorje smo zasledili obvestilo, da se bo zaradi ukinitve čistilne naprave kot Redež Selo do pričetka obratovanja nove centralne čistilne naprave obračunavala 100% okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda vsem gospodinjstvom, ki so bila doslej priključena na omenjeno čistilno napravo. O tem smo povprašali direktorja Komunale Sandija Grčarja, ki je povedal, da so gospodinjstva o tem obvestili na hrbtni strani položnice za komunalne storitve. Ker gre za prebivalce krajevne skupnosti Franc Farčnik, so o tem podrobno obvestili tudi krajevno skupnost. Takšno stanje naj bi trajalo do začetka rednega, neposkusnega obratovanja centralne čistilne naprave, ki je predviden za 1. junij 2015. O razliki pri stroških je direktor povedal, da je slednja odvisna od mesečne porabe vode v posameznih gospodinjstvih. Dodal je še, da okoljska dajatev ni prihodek komunale, temveč občinskega proračuna. Mešani pevski zbor Knapovsko sonce se je prejšnji petek predstavil v dvorani Glasbene šole Trbovlje s celovečernim koncertom. Zbor deluje pri Društvu invalidov Trbovlje. S tem koncertom, ki je bil prvi celovečerni tega zbora, so pevke in pevci počastili 5. letnico delovanja. Vsa ta leta jih vodi zborovodkinja Katarina Marolt, ki je z izborom programa navdušila poslušalce. Ti so dodobra napolnili dvorano in se z aplavzom obdolžili pevcem. Predvsem jih je navdušil drugi del koncerta, ki je bil tudi scensko razgiban in ga je popestril še harmonikar Franci Vrtačnik. Mnogi poslušalci, med njimi je bila tudi županja trboveljske občine Jasna Gabrič, so kar zapeli skupaj s pevci. Več o zboru v torkovi kulturni oddaji. Mi pa se nocoj poslavljamo z delčkom pesmi, ki jo je zbranim zapel zbor. Hvala za vašo pozornost in srečno!